Prihajam iz Iga pri Ljubljani, to je enih 10 km od Ljubljane, kjer so tako kot pri vas Salezijanci in v bistvu sem od malega oziroma odkar pomnim v bistvu bila zelo aktivna tudi v župniji, najprej v pevskem zboru, pa pač prek verouka in vseh teh osnovnih stvari, potem pa seveda smo kar pridno hodili tudi na razne duhovne vaje ali v Želimlje ali potem v Skovniški tedni in tako. In seveda tisti, ki smo bili tako bolj, bom rekla, aktivni, tudi sicer smo potem hodili tudi na razne šole animatorjev, na Koprivnik, en kup enih takih prijetnih dogodkov in dogodivščin, ki ti v bistvu pač karkoli delaš, a ne, če se pač vprašam o tem, kaj mi daje ali pa kako mi daje. Jaz, ko sem razmišljala o tem, ne, kaj mi vse to, kar počnem, tudi v kulturi in tako, bom pol povedala tudi še kaj o tem, se mi je vedno zdelo, da v bistvu jaz več dobivam, kakor pa dajem, ne. Jaz moram reči, da sem na teh raznih poteh in v raznih službah in v raznih stvareh, ki sem jih počela, srečevala ogromno ljudi, a ne, in vsak ima neko svojo zgodbo, vsak ima svoje lastnosti. In jaz sem pač vedno občutila, da mi ti ljudje, razen mogoče, da mi res bi šel kdo na živce, ampak teh je bilo zelo malo, tako da bi rekla, da res z njimi pa težko, mogoče 2-3 v življenju, no, da so bili malo bolj naporni. Sicer se mi je pa vedno zdelo, da mi to srečevanje z ljudmi, to v bistvu naši odnosi in kako rešujemo stvari med sabo, tudi konflikte končno, ne, se mi je vedno zdelo, da jaz v bistvu ogromno dobivam s tem, da se ogromno naučim. Čeprav pri vsem mojem načinu, ne, ker sem zelo zgovorna in tako, ne, so mi vedno rekli, kaj ti misliš, da te vsi radi poslušamo in da vsi moramo tebe poslušati. In sem potem res enkrat se malo zamislila na tema, ne, da imamo ena usta in dvoje ušesa, ne, tako da mogoče je treba več poslušati pa manj govoriti. Zdaj, koliko mi to uspeva, ne vem, ampak dejansko, če znamo poslušati in tudi slišati, ne, saj to je velikrat problem, ne, poslušamo se še, ampak slišimo se ne. Sploh velikrat tudi v parlamentu, včasih se zdi, da govorimo en drugega in si ne znamo, torej en drugemu želimo kaj dopovedati, ampak in si tudi ogromno povemo, ampak dopovemo pa ne, ali pa da bi se slišali. Tako da jaz v vseh teh mojih aktivnostih vedno imam občutek, da v bistvu jaz več dobivam, kakor pa dajem. Se mi zdi, da mi res vse to daje ogromno energije za tiste stvari, ki jih rada počnem, počasih tudi za tiste, ki jih malo manj rada, pa jih moram, ne, ker je to pač služba ali pa pač tiste obveznosti, ki jih imamo, pa so včasih kakšne tudi manj prijetne. No, zdaj pa, da mogoče še to pač začnem tam na Igu, kjer sem tudi sicer začela. Torej, jaz sem vedno bila pač tako malo kritična, ne, in sem vedno imela kakšne ideje, ampak potem ti zelo hitro kdo reče, no, če si pa tako pametna, ne, potem pa ne samo govoriti, ampak kaj tudi naredi, ne, se angažiraj, se kam vključi in potem boš lahko tudi kaj spreminjala, ne, ker velikrat radi kritiziramo, ne, ko pa kdo reče, kaj pa predlagaš, ne, ali pa imaš kakšno rešitev, je pa nimamo, a ne. No, tako sem se v bistvu nekako znašla v podmladku SDS-a. Takrat so bili pač razni dogodki, leta 94, Depala vas in to. Predtem sem jaz že recimo šla z mami na plebiscit, takrat še nisem bila stara 18 let, tako da nisem mogla iti glasovati, sem pa šla z mamo na volišče in sem pač takrat vedela, kaj se dogaja, tudi bila z njo na Roški in tako naprej, čeprav nisem bila še polnoletna in ne veš, ne, ravno vsega, tudi nam vsega niso povedala, ne, sistem tak, kot je bil, ker smo vseeno bili pač nekako tudi tako v šoli naučeni. Jaz sem bila v enem 8. razredu predsednica razreda, ne, to je bilo pol že, ker so nas kar že v ZSMS, oziroma itak smo bili vsi sprejeti v mladince. Ampak potem je to, ko so se oblikovale stranke, so nas kar imeli že za LDS in tako, ne, ker še v bistvu nismo vedeli sploh čisto kaj se dogaja. Ampak tisti, ki so bili potem politiki LDS, recimo, so vodili, naprimer jaz, ki sem bila predsednica v 8. razredu, smo šli pač tam na eno srečanje in je bil Lev Kreft, pa Vika Potočnik, pa teli malo starejši od nas, ne. Ampak takrat nismo pač
nismo se včlanili v stranko, ampak ker smo vsi bili takrat še v 7. razredu, mislim, da sprejeti v mladince, je bilo to. No, ampak potem so se oblikovale stranke, kot rečeno, dogodki obdepali vas in tako naprej, ne, tudi pri nas doma vsi nekako za SDS, za Janšo in tako. In takrat sem se jaz potem tudi so me tam lokalni veljaki, dej se ti malo včlan, pa boš kaj takole malo z mladino, ker sem itak delala z mladino, ne, tako kot sem prej povedala, kot na oratoriju in tako, mi smo na Igu imeli prvi oratorij, mislim, da takrat, ko so se začeli 91. 92. in smo bili že zraven, ne. No, in so me pač nekako, da sem se včlanila v SDS in potem smo najprej na Igu organizirali podmladek, ne, Slovensko demokratsko mladino. In v okviru tega pač počeli razne stvari, kaj s tem, organizirali enkrat celo koncert Bigfoot mame, eno rolanje in tako, ne. Bolj se nam je zdelo, da moraš s kakšnimi malo bolj zanimivimi stvarmi pripeljati mlade v politiko, ker so vsi rekli, mene politika ne zanima, se s tem ne bom ukvarjal, ne. Saj sem tudi jaz v bistvu, ne, ker so me, dej se včlan, pa to sem kaj bom pa jaz to politiko, to ni, ne, to je... No, ampak potem sem seveda bila tam najprej na lokalnem nivoju aktivna, potem smo pa se nas en tak krog znašel tudi na državni ravni, pač na enem kongresu podmladka smo kandidirali v izvršilni odbor, to je enih 10 ali 15 ljudi. In takrat je bil podmladek kar velik, ne, nas je bilo skoraj 5000. No, in ker smo kar dobro delali v tem izvršilnem odboru in tako, so me potem predlagali naprej za predsednico na naslednjem kongresu, no in potem sem bila res 2 mandata, če ne celo 3, že več ne vem, predsednica podmladka. No in takrat, torej, smo bili kar aktivni, tudi smo si kar nekaj mesta izborili v stranki, bom rekla, ker od začetka so na mlade vse tako malo skeptično gledali, ne. Ne vem, smo imeli razne posvete, pa spremembe statuta, pa smo predlagali v spremembo, da smo tudi mladi v izvršilnem odboru oziroma v svetu stranke, da se nas vabi na stvari, ne. Ponavadi je bil predsednik že, ne, drugi pa niti ne, ampak v bistvu, če češ neko aktivnost in malo pomladiti vse skupaj, je fajn, da smo mladi tudi na tistih pozicijah, kjer odločamo. No in seveda vedno smo bili glasni, tudi delali kakšne odmevne akcije, ne, in potem je bil naš predsednik takrat, ko smo se pripravljali na volitve 2004, je predlagal, ne, da kandidiram najprej za evropske volitve, ne, tisto leto smo imeli prvič tudi volitve poslancev v Evropski parlament, pač od 6 ne bi bil kakšen tudi mlad, ne, in so dali mene na 6. mesto oziroma 5. ali sem bila na 6., 5. mislim, da. Te volitve so bile, mislim, da aprila ali tako enkrat, ali junija, 1.5. smo vstopili, ne, tako da takrat enkrat pač. Čeprav sem jaz rekla, ja, pa jaz ne bi šla v Bruselj, prav vse ne boš izvoljena, da boš šla v Bruselj, ampak to je pol za jesena, ne, ko bomo pa za državnozborske volitve pripravljali kandidate in takrat pa imaš možnosti, a ne, si aktivna na kulturi, tam prva župni in tako. In v bistvu je to bila pač ena priprava, no, in jaz potem res kandidiram, veliko mladih očitno naših članov me tudi volili, tako da če bi, mi smo imeli takrat izvoljena potem 2 poslanca, Miho Brejca pa Romano Jordan. Jaz sem pa potem dobila to glasov, da sem bila na 3. mestu, tako da če bi bili 3, bi celo mogla v Bruselj. No, ampak ni bilo tako, no. Skratka, potem jeseni, ne, ko so bile državnozborske volitve, za mandat 2004 do 2008 sem pa kandidirala na mojem območju. Volilni okraji so kar veliki, no, približno 18.000 volivcev. In sicer na območju, se pravi občina Ig, občina Brezovca, občina Velike Lašče in občina Škofeljca brez Lavrice. No in potem seveda tisti mandat je bil, bom rekla, kar fajn, ne, ker smo bili na vladi. To se zelo pozna, ali si koalicijska ali si opozicijska stranka. Ker seveda, če si koalicijska stranka in imaš svojo vlado, potem lahko tudi bistveno več narediš. Lahko
izvajaš program, ki smo si ga zadali, lahko narediš pač vse tiste korake, ki misliš, da jih je treba narediti za državo. Tako da naslednji mandat, potem 2008, ko nismo zmagali na volitvah, oziroma je zmagala SD in je bil mandatar Borut Pahor, ne, v koaliciji potem z RES-om, LDS-om in Desusom. Smo pa pač probali drugo plat medalje, ne, kako je biti opozicijski poslanec, ko moraš v bistvu torej bistveno več delati, pa je učinka veliko manj, ne, ker te vsaj pri pomembnih stvareh preglasujejo. Mi še nismo, jaz sicer namaram izraza, da smo mlada demokracija ali pa da nimamo politične kulture, čeprav je v bistvu to res, ne, ker velikokrat ne znamo malo prestopati tega, da če je nek predlog dober, pa pride strani opozicije, potem koalicija proti in obratno, ne. Mi smo sicer poskušali te stvari malo premagati na tak način, da smo že v prvem mandatu 2004 do 2008 predlagali partnerstvo za razvoj in smo v bistvu veliko zakonov, ki so bili res pomembni, davčni in to, ne, usklajevali tudi s opozicijo. In tam smo bili kar uspešni, mi smo praktično 60%, 70% te zakonodaje skupaj sprejeli, ne. Tako da vedno, ko rečemo, da je bila takrat gospodarska rast in to je bilo tudi zaradi tega, ker smo v bistvu pri teh zakonih se poenotili, ne. Takrat smo nekako videli, da so to stvari, ki so skupne, ne glede na to, v kateri stranki si, na kateri strani. Tisto, kar se je pa potem v nadaljevanju zgodilo, ne, da se to ni nadaljevalo, ne, in smo v bistvu bili kar naprej na različnih bregovih, potem pri pokojninski reformi in podobno, čeprav tam je bilo tudi zelo malo manjkalo, da bi se zmenili, ne, ampak je bil Svetlik res toliko trmast, da ni hotel, ne, dve stvari, ki smo jih mi predlagali, ne, med drugim informativni računi, ne, oziroma individualni, pač, da vsak ve tudi, koliko plačuje. Tam ni na noben način hotel popustiti in še pri nekaterih stvareh sindikati, ne. In potem pač stvari niso mogli iti. No, to je bil pač mandat, ko smo bili v opoziciji. Meni so takrat dali eno zoprno nalogo, vodenje komisije, ko smo preiskovali nečedne posle ljubljanskega župana. Mi smo že takrat imeli veliko podatkov o tem, da se pač cel kup stvari ne počne v redu, da tudi sodišča in pravna država ne funkcionira, oziroma da se pač ne preganja vseh tistih, ki bi jih morali, ne. Mi smo poskušali sicer v tistem prvem mandatu nekaj stvari na tem narediti na pravosodju, minister Šturm je takrat ogromno predlagal, ampak to so stvari, ki se počasi odvijajo, ne. To, da je danes Kordež obsojen, to je še iz tistega mandata, ko je Brezigarjeva bila glavna državna tožilka in se je ta preiskava začela, ne, ker to vse traja tam 2-3 leta najmanj, ne, pri teh res orang stvareh, ne, pri gospodarskem kriminalu ne moreš hitreje, ne. No, potem za ta zadnji mandat ste pa videli, kako so se stvari odvile, ne. Nismo sicer zmagali na volitvah, ampak potem pač tisti, ki so dobili največ glasov, torej Zoran Janković svojo pozitivno Slovenijo, nekako niso znali sestaviti vlade. Spet veliko zaradi tega, ker je pač ker ima pač tak način, ne, tako kot jaz rečem in konc, ne, v politiki tega ni, ne, ti lahko toliko stvari izglasuješ in toliko narediš, kolikor imaš glasov, ne, pa če ti je to prav ali ti ni, ne, in je treba znati, ne, se dogovoriti in tudi kje popustiti, ne pa samo trmariti po svoje, in zato je pač se stvar odvila tako, kot se je. Jaz pravim, da za Slovenijo dobro, ne, ker verjamem, da imamo ali pa vemo prave korake in prave stvari, ki jih je treba narediti, in pač vse tisto, na kar smo 3 leta opozarjali, da ne moramo kar najemati kreditov in se zadolževati, vsako leto porabiti bistveno več, kakor zaslužimo, pač na dolgi rok to ne gre, ne. Mi smo tudi cela 3 leta sklicevali oziroma zahtevali izredne seje na temo bank, to, o čemer se zdaj pogovarjamo, ne. Ko reče Pahor, da ni nič vedel, kakšno je stanje v bankah, v bistvu ni hotel vedeti, ne, ker smo ves čas govorili, da je to treba razčistiti, in tudi nismo imeli nobenih težav s tem, da tudi če je kje kakšen, ki smo ga mi nastavili v nadzorni svet in iz svojega dela opravil, mora pač za to odgovarjati, ne, ker
ljudje so tam z enim namenom, zato imajo zelo visoke plače in dohodke in v bistvu je njihova funkcija, da pač nad tem bedijo, ne. No, zdaj v tem sklicu sem predsednica odbora za delo, družino in socialne zadeve, tako da vse tole, kar se zdaj dogaja v zvezi z reformami, pokojninsko, trg dela, to, ko se bo Vizjak spogajal s sindikati, pride vse na moj odbor, tako da upam, da se bodo čim več zmenili, ne, da ne bo preveč razburljivo na odboru, ampak skoraj zagotovo bo, ne, ker so to take teme. Stvari je pa pač treba narediti, ne, in očitno zdaj po letu od padle pokojninske reforme to že vsi vemo, ne, da zdaj pa res ni prav veliko časa več in da bo treba neke stvari narediti, ne. No, zdaj to sem zdaj bolj politično. Rafa je prej omenil, da sem bila aktivna tudi na področju kulture. Jaz sem še vedno predsednica kulturnega društva pri nas, to je že 20 let, letos praznujemo 20 let, sicer hočem to predati komu, ampak noben je zelo navdušen. Moram pa reči, da je to, čeprav je kar precej dela, no, ampak imamo v društvu 130 članov, imamo 3 glasbene skupine, se pravi moški zbor, ženski, borovničke, potem imamo lutkovno, likovno, 2 gledališki, mladinsko in odraslo. In tukaj jaz malo režiram, ker imam še toliko časa pri politiki. Jaz sem namreč v srednji šoli hodila v eno dramsko šolo, tudi sem šla delati spremne na akademijo za gledališče, takrat sem mislila še, da bom igralka. Ampak potem nisem bila pri tem uspešna, sem nekaj dobro, pol je to najbrž hobi, ne, ni to moj poklic. Se pa te stvari dopolnjujejo, ne, v bistvu, da smo mi obudili društvo, kulturno društvo na Igu, smo začeli z vajami v Farožu, ne. Začeli smo eno igro v Farožu, ker smo bili non-stop tam, ne. Jaz prej sem povedala, da sem bila animatorka in se spomnim, ko je prišel na Ig za župnika Peter Štumpf, ne, zdajšnji škof. Tisto nedeljo pač ga ustoličimo, ne, oziroma sprejmemo in to, in potem jaz sprem do njega, sekam jo pa zvečer na dvorišču koruzo pekel, ne. Pa me tako gleda. Ja, mi smo bili navajeni, ne, mi smo to se kar zmenili, malo poklicali odbojko, smo skozi tam igrali, ne, hodili tudi na te PGS igre in to. In potem Peter pravi, ja, a župnika bo kdo kaj vprašal? Sem rekel, ja, lahko. Ja, tako smo bili navajeni, ne, ker v bistvu nas je bilo iz te skupine, ne, ker sem rekla, da smo tudi igrali, pač to eno igro delali in potem tudi šport, tako kakor povsod, ne, igrali odbojko, hodili na, jaz sem bila na Malti, ko so bile te salezijanske športne igre, pa potem so naši hodili Genovo, Barcelono, vse povsod, kjer je bilo, in smo seveda na dvorišču uredili igrišče za odbojko in zraven vse tisto, kar paše, da smo lahko mi kurili in pekali, enkrat koruzo, enkrat kosta, ne, enkrat kaj drugega, ne. In nam se je zdelo to čisto normalno, da bomo tam, ne, in smo se že odvadili, da je treba župnika kaj vprašati, ne, če smo lahko na dvorišču. No, ampak to je bil pač en tak dogodek, potem je jasno bil vedno, zato ni bilo sploh problema, ampak tako se mu je pa le zdela, ne, da če smo na njegovem dvorišču, da je fajn, da kaj vprašamo. No, in iz tega, ne, iz te skupine v bistvu smo potem mi nekako, ker je to pol malo preraslo te okvire, faroške, bom rekla, ne, ker tam pač so bile tudi možnosti omejene, ne, imeli smo tam eno tako sobco. Dobro, poleg tega, da smo igrali za Miklavža in vse te dogodke, smo pol že hoteli tudi kaj več, ne, in smo potem organizirali v bistvu, obudili društvo, ki je že bilo aktivno pred leti, ne, pa potem kakšnih 20-30 let že ni funkcioniralo, ne. Tako da tisti, ki smo recimo ko smo bili, tako bom rekla, v župnišču aktivni, ne, recimo Nadja in borovničke, ki so začele kot mladinski pevski zbor, so zdaj tudi v društvu, ker sej nekaj časa, mislim, pojo tudi še na porokah in tako, ne, ampak organizacijsko je bilo pa stvar lažje organizirati v okviru društva, ne, ker so potem tudi malo finance dali dobiti iz občine in podobno. Ampak smo praktično isti ljudje, ne, če danes gledam, tisti, ki smo tam bili aktivni, smo zdaj pač nekako tukaj nadaljevali, ne, ker vseeno pride eno obdobje, ne, ko si malo starejši, ne, in nikamor več ne pašeš.
Torej, mladinski verouk je pač, ali pa študentska skupina se potem to enkrat neha, ne, po študiju, potem se zakonska ali pa kakšne molitvene, odvisno pač, kaj kdo počne, oziroma tisti, ki se poročijo, so ponavadi zakonski in tako. In nekako smo pa poskušali vedno vzgojiti malo podmladka, ne, vse tiste, ki so k nam hodili na oratorij. Mi smo imeli na oratoriju po enih 60 otrok. Zdaj pač potem vsi te, ali pa tisti, ki so malo bolj taki, te stvari nadaljujejo, ne, še vedno je potem tudi mladinski pevski zbor, ampak vedno mora biti kdo, ki je malo bolj tak, ne, aktiven in tako. Jaz sem recimo od začetka mogla vse klicati, ne, a se dobimo na odbojke ob 5, ne, ali pa tako. Ampak to potem že nekako pride rutina, ne, oziroma potem že tudi kdo drug kaj, ne, reče, ja, a danes se pa ne bomo dubala, ne, če slučajno ne pokličemo, ne, rečemo, seveda, ne. Smo pa začenjali vedno tako, ne, pač vsi smo vse počeli, ne, vsi smo igrali odbojko, začeli smo ponavadi maja, pa smo šli pol Šmarancem, pa nazaj na igrišče, pa smo še kakšne prpalali od tam, ne. V bistvu se to vedno pol malo prepleta, ne, itak se pol tudi vsako nedeljo vidimo pri Maš, ne, pa smo zmeraj se še kaj spomnili, kaj bi še naredila, ne, čez teden in tako. Tako da je bilo aktivnosti, malo morje, ne, ampak se pravim, zdaj to nadaljujejo malo mlajši, ne. Mene sicer župnik včasih še vedno, ne 2 leti nazaj sem bila še bermanska animatorka, sem rekla, par vseh, ki so, ne glih mene najde pri vsem mojem delu, čeprav moram reči, da mi je bilo, v bistvu sem bila zelo vesela, ne, ker sem imela malo občutka, da nič ne naredim za župnijo, ne, dobro, vsako nedeljo greš k Maš, če je pač kaj treba, že pomagaš, ampak to so bolj enkratne ali pa tako stvari, ne, da bi pa tako res, kad sem prej mogoče aktivno, da res tedensko in skozi delaš, pa nisem, ne. Tako da sem rekla, ja, če lahko jaz kaj bermancem povem, okej, ne, bom pa imela bermansko skupino. To so pač srečanja poleg tistih, kar imajo itak verouk, ne, da smo imeli še na razne teme, šli potem tudi na Kurašček, na vikend ali pa tako. Predvsem se mi zdi fajn, ne, da jim probamo vsem po vrsti, ne, dopovedati. Mi imamo Kurašček praktično čisto blizu, ne. In jaz imam Kurašček zelo rada, imam sina 15 let starega, smo ga krstili gor, no, Peter ga je krstil. In tako, mislim, jaz sem veliko hodila gor, ne, in se mi zdi, da je res en tak poseben kraj in mi smo pa praktično zraven, ne, in pa smo večkrat organizirali peš, da smo šli gor ali pa kaj takega, ampak naši Žanci, moram reči, sploh nimajo kakšnega pravega, kaj s tem, da bi tako čutili Kuraščeka, ne. Mi smo recimo imeli v Želimljem na začetku šolskega leta, pa smo šli peš gor, pa imeli potem mašo. Saj to je še vedno, ne, ampak kaj s tem, ne, to mogoče nismo znali nekako, kljub temu, da se vsakeč pri maši pove, kdaj je maša na Kuraščku v nedeljo in tako, ne, in je pač ta naš bivši župnik Košer zdaj gora, ne, oziroma zadolžen za. Nekako nismo najbrž ga še čisto sprejeli za svojega, mislim, jaz že, drugi mislim, da ne. Tako da jaz grem ob nedeljah na Iguh Maš, ampak ponavadi je moj matic pa od sestre, otroci in to pol, a ne, zmeraj moramo kaj čebljati, ne, tako da jaz grem velikokrat popoldan sama na Kurašček Maš, ker da ima človek kaj od maše, ne, oziroma da se lahko malo sam s sabo ukvarjaš, ne, in v bistvu si vzameš res tisti čas, ki si ga velikokrat ne uspemo, ne, v tem džumbusu in hitenju od službe do vsega tistega, kar imamo, ne. Jaz vedno sicer povem, da v bistvu vse to, kar počnem, ne bi mogla početi brez vere in brez tega, mislim, jaz vem, da je Bog zmeraj z mano, da me spremlja, da vse, kar imam in kar sem v bistvu zaradi njega in da me vedno tudi varuje in je skozi takole, ne, čeprav včasih tudi kaj pozabimo ali pa nimamo časa, ne, ampak jaz si brez tega ne znam predstavljati in tudi nikoli nisem imela vse te izkušnje od animatorstva in tako naprej ti da v bistvu toliko, da si ne predstavljam, da bi enkrat brez tega bila, no. Ne bi mogla po mojem brez tega živeti. In je pa seveda vsak sam, koliko na tem dela, koliko si vzame časa
in molitev in zaitkam. No. Jaz moram reči, da pogrešam kakšne duhovne vaje, sicer zdaj so skovniški tedni tudi za odrasle, ne, včasih tega ni bilo. Dobro, sem bila nekajkrat v stični pa tako, ampak je tega manj, ne, vseeno pogrešaš to tudi, da smo bili pa skup, pa peli in tako, ne, da čist drugače pol neke stvari začutiš, ne. Jaz včasih tudi napišem kakšno pesemco, sem izdala eno pesniško zbirko, to sem pozabila prinesti, bi lahko, ne. Na poti do sebe in tam je en sklop pesmi, ki je v bistvu govori o veri pa o tem mojem odnosu do Boga. Jaz sem bila, prav velikih je nastalo na Koprivniku, na enih duhovnih vajah. V bistvu sem bila v skovniškem tednu, potem je pa rekel, mislim, da takrat Martin Lisac ali pa tale je bil tudi, ne, ki je zdaj Potočnik. No, bili smo na Oskonci, pa sem kaj, si Oskonca, je ful fajn, ampak jaz rabim nekaj več, ne. Sem rekla, super, imamo glih, začnemo teden salezijanske mladinske duhovnosti na Koprivniku. Sem kaj, to bo pa prehudo najbrž. Pol dneva v tišini, mislim, da po večeri, ne, se je začela tišina in je trajala do drugega dne do kosila, ne, mislim, da je bilo tako. Sem kaj, to bo pa prehudo najbrž. No, ampak so me prepričali, tako da praktično smo prišli iz Oskonce, jaz smo v Praljcu in sem šla na Koprivnik in takrat sem napisala kar nekaj pesemc in ko sem prišla domov, ko smo imeli prvič mladinsko skupino, sem rekla, zdaj pa jaz vem, ki je Bog na Koprivniku. Pa vsi, halo? Skratka, tako, no. Mislim, to so bili res lepi časi in v bistvu jaz še vedno iz tega živim, ne, se velikrat teh dogodkov spomnim se, ne vem, Klemna, ki je zdaj že salezijanc, ne, Balažic, no, pa Babnik, Jure, ne, to smo bili takrat, mislim, da prva generacija na Koprivniku in se mi zdi, da je to fajn. In v bistvu, ko prideš od tam, ne, sicer imaš na Oskonci vedno občutek, da so v enem drugem svetu, ne, potem pa priješ spet v realni svet. Ampak jaz sem vedno rekla, moram kaj od tam gor prinesti sem dol, če ne, nisem nič naredila, ne. In sem se pač trudila vedno to pač živeti, čeprav tako ne moreš, ne, kakor je na Oskonci normalno, ker tam smo vsi tisti, ki enak mislimo, vse je nekako pač drugače normalno, kakor pa v vsakdanjem življenju, ne. Ampak sem pa vedno spodbujala naše pol mlajše, daj pejte na Oskonco, to boste res nepozabno in tako, ne, in v bistvu hodijo, ne, čeprav ne vem, a je več ali ni več, mislim, težko rečem, ne, ampak kar precej je mladih, ki včasih kakšnega gledam, pa rečem, ta je pa tak, kot sem bila jaz, ne. Ne vem, tam to mišlja ena Simona Pavličeva, zdaj čisto navdušena prame, kot da bi sebe gledala, ne, pred nekaj časa. Tako da to so res take močne stvari in pozitivne in v bistvu meni vedno pravi, si vedno dobre vole, vedno nasmejana sem, ker seveda, če pa imam vedno nekoga, ki je z mano, pa me za roko drži, mi pomaga, če kaj ne gre, tega ni, ne, tega nima vsak in jaz sem hvaležna in vesela, da to imam.